Lahko odpreš vrata, prosim? Ok. Neznanec je pred tvojimi vrati. Prava nočna mora ujeta na kamero. Spremljate On the Case, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. Živjo, lahko odpreš vrata, prosim? Zakaj? Samo prepričati se želim, da je vse v redu. Nekaj kosov je. Kaj misliš? Ne vem, samo mislil sem, da preverim nekaj. Po navedbah policije se je ta moški pojavil pri družini doma v Fairfieldu v Kaliforniji in vstopil v hišo. Osumljenec v tem primeru je bil pravkar na sodišču in iz tega nastopa na sodišču smo izvedeli, da je v tej zgodbi še veliko več. Vrnimo se k temu videoposnetku, ki je postal viralen. Zgodilo se je 7. aprila 2026 v Fairfieldu v Kaliforniji, približno 1 uro severno od San Francisca. Po navedbah policije v Fairfieldu sta bila noseča ženska in njen 5-letni sin sama doma. Oče je pravkar odšel po opravkih, nato pa je zazvonil zvonec na vratih. Lahko odprete vrata, prosim? Zakaj? Oče, ki gleda na svojem telefonu, govori s to osebo pri njihovih vratih preko kamere. Torej, mu oče reče, naj odide. Spravi se iz moje hiše. Kje je tvoja hči, človek? Kje je tvoja hči, človek? O čem govoriš? Kje je tvoja hči? Kdo je tam noter s tabo? Brate. Če ne odpreš vrat, odpri ta vrata. Sesuvam se, razumeš me? Po navedbah policije se je oče, ki še vedno spremlja vse to na svojem telefonu, obrnil in hiti domov k svoji noseči ženi in njunemu majhnemu sinu, ki sta v hiši. Medtem pa ta moški zunaj še naprej govori. Predstavi se z nenavadnim imenom. Ne vem, kdo si. Ne spadaš v to sosesko. To je zagotovo. Ampak to je moja soseska. Ja tam živim. Ne poznam te. Moje ime je Harry Dresden. Odpri vrata. To je moja soseska. Open the door. Ne. I'll end you. Me razumeš? Torej ime Harry Dresden. To je očitno izmišljen čarovniški detektiv iz knjižne serije z imenom Dosjeji Dresden. In po navedbah policije je ta moški trdil, da je to on, vendar to ni njegovo pravo ime. Domnevno je nato začel trgati stvari s sten. Ne vem kaj. Delaš, kaj za rada počneš? Ne, nobenega prevaranta. Ne. Prevarant. Vhodna vrata zdržijo, vendar je po podatkih policijske uprave Fairfield moški, katerega pravo ime je Jason Nichols, našel drugo pot noter. Drsna, steklena vrata in zdaj je v hiši. Mama in njen sin se, kot navajajo sodne vloge, skrivata v garaži. Nato notranja kamera Ring posname, kaj se zgodi naslednje. Prisežem par Bogu, ali me razumeš? Oče končno pride domov in vzame lopato, da bi poskušal končati to situacijo. Kaj je tretja soba? Kaj za vraga? Pravim ti, zdaj ti dajem priložnost, človek. Dajem ti priložnost. Poberi se iz moje hiše. To je tretja soba, stan. Pravim ti, pej ven iz moje hiše, prosim. Še kakšno vprašanje? Pojdi iz moje hiše. Hvala za vprašanje, prosim. Tam ni nikogar. Notri so 3 sobe. Ne vem, kdo si. Raže, pojdi. Ne vem, o kom govoriš, človek. Kaj pa tvoj krik? Si v vojski? Ja. V redu, mi lahko pomagaš. V redu. Razumem, skozi kaj greš trenutno. Da. Lahko stopiš ven. Da, gospod. Hvala, da ste vprašali. Po poročanju New York Posta so oblasti kasneje potrdile, da Jason Nichols ni vojaški veteran, kljub temu, kar je v tistem trenutku povedal lastniku hiše. Ta posnetek sicer ne prikazuje pretepa, vendar je po navedbah policijske uprave Fairfield oba moška utrpela poškodbe glave. Policisti pa pravijo, da so na kraj prispeli nekaj minut kasneje. Po navedbah policije v Fairfieldu in sodnih zapisih je bil Nichols pridržan zaradi več obtožb za hujša kazniva dejanja. Vlom, napad z nevarnim orožjem, izrekanje kaznivih groženj in vandalizem. To se je zgodilo 7. aprila. In zdaj izvemo nekaj novih informacij, ki so zelo zaskrbljujoče.
Iz Nicholsovega nedavnega nastopa na sodišču so prišle na dan nove podrobnosti, ki ta primer dvigujejo na višjo raven. Po sodnih zapisih, ki jih je pridobil New York Post, je Jason Nichols prvič stopil pred sodišče 13. aprila, torej 6 dni po vlomu. Na te obtožbe se ni izrekel, sodnik pa mu je zvišal varščino na $150,000. Pravijo, da je Nichols živel v bližini te družine, kar je strašljivo, če je to res. O tem bomo govorili več v naslednjih trenutkih. Po besedah sodnika je varnost žrtev v tem primeru najpomembnejša. A očitno to, kar naj bi se zgodilo 7. aprila, ni edina težava, ki jo je Nichols imel v zadnjem času. Ker se zdaj sooča z novo obtožbo, ki pa ni povezana s tistim viralnim incidentom z videozvoncem Ring, o katerem smo govorili. Po nedavni izjavi policijske uprave Fairfield se je oglasila priča, ki je prijavila domnevno srečanje med Nicholsom in njihovim otrokom 5. aprila, torej 2 dni pred incidentom z drugo družino. Policija pravi, da so opravili preiskavo in da se Nichols zdaj sooča z dodatno obtožbo, in sicer zaradi vznemirjanja ali nadlegovanja otroka, mlajšega od 18 let. Policijska izjava pravi, da je preiskava še vedno v teku in zaradi vpletenosti mladoletnika ne bodo razkrili več informacij o tem. Sodni zapisi kažejo, da bo Nichols naslednjič na sodišču 23. aprila. Pridružuje se nam upokojeni policijski poveljnik in voditelj oddaje Profiling Evil, Mike King, da bi govoril več o tem primeru. Vedno je odlično, da ste z nami v oddaji Law and Crime. Včasih se vprašam, ali res potrebujem svoj zvonec Ring s kamero. Veš, ali res se plačuješ mesečno naročnino? Ko vidiš to zgodbo, se vprašaš, ali imam dovolj zvoncev Ring s kamero doma. Grozno je. Chris, strinjam se s tabo, mislim, točno to sem si tudi sam mislil. Pomisli na ta primer. Pomisli na primer Nancy Guthrie. Ja. Količina informacij, ki pridejo. In iskreno, ta je bila tako vznemirjajoča, da če ljudje nimajo ene, bi morali začeti razmišljati o tem, da jo dobijo. Ja, in iz tega posnetka domofonske kamere je res veliko za razbrati. Ta oseba stoji pred vhodnimi vrati. Jasno je, da živi v nekakšnem fantazijskem svetu glede na to, kar govori. Najprej, za policiste, ki se odzivajo na to, kot ta lastnik hiše, bi mislil, da se bori za svoje življenje in ščiti svojo družino. Kako je za policiste, ko prvič pridejo na kraj dogodka in verjetno vedo, da bo prišlo do fizičnega spopada, kot je ta? No, veste, mislim, da policisti. Sam še nisem videl posnetkov s telesne kamere. Videl sem, kaj je posnela kamera na zvoncu, ampak očitno je bilo tam več policistov. Izziv, s katerim se soočate kot patruljni policist, je neposrednost dogodka. Saj ste morda prvi policist na kraju in se morate hitro znajti. Poskušate najti neko kritje in zaklon, ko se približujete hiši, ker veste, da je tam očitno nasilen storilec in morate sprejeti to odločitev. Ali vstopim sam, ker so ljudje v nevarnosti, ali pa počakam, da dobim ustrezno okrepitev. Kar sem mislil, da sem videl na teh posnetkih, je, da so organi pregona lahko soočili lastnika hiše. Ker še vedno nosi tisto lopato na začetku, vendar je plenilec zunaj na verandi, kot kaže. Tako so lahko hitro zavarovali prizorišče in se nekoliko zadržali, ker se zdi, da policisti niso posredovali, dokler ni bilo na kraju več policistov. Ampak imaš toliko stvari v glavi, ker ne veš, ali boš uporabil manj smrtonosno silo, ali boš samo prijel tipa za roko in ga odpeljal do policijskega avtomobila, ali pa boš morda moral uporabiti smrtonosno silo. Mislim, v koliko primerih vidimo posnetek telesne kamere pri policijskem streljanju, kjer imaš nekoga, ki doživlja nekaj takega. Sploh ne vem, če je pošteno temu reči epizoda. Ne vem, kaj se mu je dogajalo v glavi. Mislim, očitno govorijo o stvareh, kot so fantazijski liki in podobno. Ampak veš, ko to gledaš in vidiš posnetek iz zvonca Ring, imaš občutek, da bi se lahko vse skupaj stopnjevalo do tega, odvisno od tega, kaj bi se zgodilo. Očitno se je naveličal, kot sem prebral, veš, in potem nekako obupal. Ko gledaš posnetek iz zvonca Ring, ker jaz vidim samo, kako postaja vedno bolj jezen. In potem je to, veš, naravnost strašljivo. Ampak kot nekdo, ki preiskuje primere, kateri so bili trenutki, ki so ti najbolj ostali v spominu, ko si sestavljal primer? No, mislim, da ko pogledaš to vedenje, moraš upoštevati nekaj različnih teorij.
Prva možnost je, da je bil to resnično zaskrbljen posameznik, ki je prišel do vrat v prepričanju, da je nekdo notri v težavah in da bojo oni junak v tej zgodbi in poskrbeli, da bo vse v redu. To možnost moš imeti v mislih. Ampak, ko začneš opažati spremembo v vedenju, ko vidiš tipa v kopalnem plašču in na tikačih, je jasno, da je bila to odločitev v trenutku. To ni nekdo, ki bi se pripravil in šel na misijo, veš, in slišim ljudi govoriti, mogoče je vojak, mogoče ni. Tega ne vemo. In mislim, da nič od tega sploh ni bilo potrjeno, ampak to ni pomembno. Tja gre z razlogom, pa naj bo ta razlog legitimen, kot naprimer, da resnično verjame, da je tam nekaj. V redu, ampak zakaj ni raje poklical policije? Ali pa je vpletena duševna bolezen. In to moramo upoštevati v tem konkretnem primeru. Ampak za ljudi v hiši ali za policiste, ki se odzivajo, me ne zanima, ali gre za duševno bolezen ali za agresivno dejanje. Ljudje si zaslužijo biti varni. Policisti si zaslužijo biti varni. Tisti lastnik doma si zasluži biti varen. In iskreno povedano, v državi kot je naša, kjer je toliko ljudi oboroženih za svojimi vrati, ima ta tip verjetno kar srečo, da ni dobil nekaj nabojev v prsi. Ja, in če pomisliš na tega lastnika doma, veš, on je v službi ali nekje drugje in nekako spremlja prek te kamere na zvoncu, veš, ta pogovor s to osebo. In doma ima nosečo ženo ter svojega 5-letnega sina, oba sta notri. In potem imaš to osebo, ki poskuša vlomiti skozi vhodna vrata njihove hiše. To je grozljivo, veš, in sprašuješ se, kakšen je motiv za to. In trenutno tega ne vemo. Veš, govoriš o tem, ali je res verjel, da so bili ljudje prestrašeni. Kar te nekako spomni na streljanje zaradi Pizzagate izpred nekaj let v Washingtonu DC. Ampak potem imaš tudi njega, Harry Dresden, s katerim nisem seznanjen iz knjig, ampak mislim, da je to nekakšen detektiv iz fantazijskih knjig, za katerega je rekel, da je on, kar pa ni njegovo pravo ime. Ko to slišiš, kam te to kot preiskovalca popelje v mislih? Veš, takoj moraš pomisliti na to idejo, kaj je ustvarjeno v domišljiji in se zdaj izvaja v resničnosti. In jasno je iz tega, pa tudi jaz ne poznam tega lika, moral sem malo raziskati o tem. Verjetno je to super za avtorja knjige, ker zdaj dobiva veliko več pozornosti. Ampak moraš pogledati, kaj se dogaja, kakšen je način razmišljanja, zakaj je to pomembno. In kaj je vloga junaka v vsem tem, ki jo skuša odigrati. Ker je jasno, ko ljudje začnejo to početi, imaš dve možnosti. Ena možnost je, da res živijo v fantazijskem svetu, ali pa je ravno bral tisto knjigo, preden se je odločil iti tja in to je bilo prvo ime, ki mu je prišlo na misel. In lahko si veliko razlagamo o tem. Toda dokler res ne začnemo videti stvari, kot so, takšne osebne manifeste, ko pogledajo njegove digitalne naprave, s kom se druži, o čem govori, kako se odziva. In očitno ga zanima nekakšen ta, zdi se vsaj tako, da ga zanima ta gledališki čudež ali kakršenkoli že ta svet je. Ker tudi tisti starejši posnetek izpred nekaj let, ki se je pojavil na spletu, zdaj ko tolče po drugih vratih in kriči, da je Batman, veš, začneš razmišljati, da so to ljudje, ki so potopljeni v fantazijo. In če je zraven še kaj, kot so težave z duševnim zdravjem ali kaj drugega, kjer začnejo prestopati te meje in mislijo, da bodo šli čez in rešili ter odpravili težavo. Vem, da je pravni sistem lahko različen od zvezne države do zvezne države. Ampak ali je šlo v tem primeru za to, da je nekdo, ki je želel škodovati tej družini, ker jih je poznal? Ali pa je šlo za situacijo, kjer je imel neko psihotično epizodo? Kako to spremeni presojo o tem, kakšna naj bi bila kazen, pa tudi kako pravni sistem ravna z njim? Če gre za duševno zdravstveno težavo, ali pa se to vidi kot nekaj, kar ni povezano z duševnim zdravjem, ampak bolj kot kaznivo dejanje? Veš, za policista, ki se odziva, ni pomembno, ali je vpletena duševna bolezen ali ne. To je dokaj preprosta naloga. Obstajajo elementi kaznivih dejanj. In če so ti elementi prisotni, v tem primeru, naprimer, nezakonit vstop ali nezakonito zadrževanje z namenom storitve tatvine, napada ali katerega koli drugega kaznivega dejanja, ni vas briga, ali ima ta oseba slab dan, ali pa včeraj, ko je prišla iz šole, ni dobila toplih piškotov in mleka. Vaša naloga je rešiti tisti trenutni problem.
In ko se zadeva prenese na sodišče, se mora sodni sistem ukvarjati z stvarmi, ki so za nas res frustrirajoče. Ko razmišljamo o duševnih boleznih, ali bi moral biti nekdo oproščen odgovornosti, ker je duševno bolan. In mislim, da moramo biti do tega sočutni in razumevajoči. Ampak ko imamo primere, kot je ta primer, ali pa če govorimo o primeru Ukrajinke, je bila umorjena na avtobusu strani nekoga z duševno boleznijo. Če si družinski član, žrtev ali priča dogodka, te ne zanima, ali je storilec duševno bolan ali ne. Potrebujete, da je ta oseba pridržana, zaprta in zadržana, dokler ni varno, da se vrne v družbo ali pa se sooči z neko pravno kaznijo. Hvaležen sem kot nekdanji policist, da mi ni bilo treba skrbeti, kakšna bo končna odločitev, ker je bilo moje delo precej enostavno. Izpolniti zakonske znake in rešiti takojšnji problem. Poskrbi, da sta mir in varnost zagotovljena, preden zapustiš tisti dom, nato pa naj sodišča razrešijo zadevo. Ja, in v tem primeru naj bi živel praktično na dvorišču, tam, kjer se je to zgodilo. Mislim, živi tik za vogalom. Vem, da se trenutno sooča s precej visoko varščino, ampak se sprašuješ, ali bi mu nekako uspelo plačati to varščino. Veš, njegov dom je prav tam. To je njegov naslov. In kot da, kako se to sploh uredi, če si del te družine, ali se moraš res preseliti, ker je ta tip, veš, kar tam za tabo. Mislim, to je ena tistih situacij, ko se res sprašuješ, kako bi se to razpletlo. Na sodišču, okrožni državni tožilec. Lahko mogoče nekaj dodam. Jaz sem to preveril na zemljevidu. In to je hiša, kjer se je dogodek zgodil. In slišal sem isto, da je živel za njimi. Ni možnosti, da bi živel za njimi. Ker imaš dvopasovno cesto, štiripasovno cesto, neposredno za hišo. Kar se mi je zdelo res zanimivo, ker to pomeni, da je ta tip moral priti od drugot, ni sosed za hišo. In sprašujem se, kaj sploh pomeni to poročanje. Morda samo ne razumem, ampak ko pogledaš to lokacijo, je moral fizično priti na ulico, ki je slepa ulica. Torej je bil tam z določenim razlogom, ne glede na to, ali je tava ali pa je izbral tisto hišo. Ampak ko slišim ljudi reči, hej, razlog, da se vse to dogaja na ta način je, ker je bil na dvorišču. Tega ne vidim. Torej, katera hiša je bila tista, če pokažete s kazalcem, kjer se je to zgodilo? S točko tukaj na strehi. Kar se tudi vi sprašujete. Mislim, poglejte to. To je slepa ulica. Ni, veste, neposredno na koncu slepe ulice. In je pač ena izmed hiš ob poti. In je tako, kako sploh ugotoviš? Veste, zakaj je ta oseba izbrala prav tisto hišo? Točno tako. In zato je geografija v takih primerih tako pomembna. Saj slišimo, kako ljudje poskušajo teoretizirati ali pa celo osumljenec sam pove, zakaj bi morda nekaj vedel. Zame imajo veliko za pojasniti, če rečejo, hej, slišal sem skozi zadnje dvorišče. Razen, če so to slišali, ko so hodili po ulici. In to je bilo tisto, kar jih je motiviralo ali nekaj takega. Ampak mislim, da je vedno izjemno zanimivo odpreti zemljevid območja in si ga ogledati. In spet to je samo ena pot noter in ena pot ven, da prideš do tiste hiše in da si v tisti soseski. Ne morem videti in nisem si ogledal slike ulice na Googlu, na primer. Ampak si ne morem predstavljati, da ne bi imeli zadnje ograje ob tisti prometni cesti. In do tiste hiše lahko prideš samo spredaj, razen če ne splezaš čez ograjo, predvidevam. Ne, to je poštena pripomba. In prepričan sem, da preiskovalci, kot si ti, poskušajo sestaviti vsak delček, kako se je to zgodilo. Kot na primer, kako je vse skupaj potekalo od začetka do konca. Veš, in obstaja toliko radovednosti glede tega, zakaj je to storil, kaj mu je šlo po glavi. Potem pa pogledaš tudi posnetek kamere na vhodnih vratih. To nekako govori samo zase. Koliko sploh štejejo te stvari, fantazijski svet in vse to, ko gre za pregon tega primera. Saj je toliko stvari ujetih na kamero in jasno vidiš, kaj počne. Ja, mislim, da v kazenskem postopku ne bo nobenih težav, če bo to prišlo do kazenskega primera. Če se izkaže, da gre za duševno zdravstveno težavo, bi to dejansko lahko bil podporen dokaz za terapeuta, psihologa ali forenzičnega izvedenca, da reče, da je to dokaz blodnje, ki se je dogajala.
To ne spremeni vpliva na lastnika hiše in tveganja, da bi se to lahko končalo s streljanjem v hiši. Ali pa bi se soočil s tisto materjo in otrokom v hiši, bi se to prav tako lahko končalo z neko poškodbo za njiju. Torej, mislim, da je to eden tistih primerov, ko si rečeš, Madonca, kako da se ni zgodilo kaj hujšega. Videl sem, da je okrožni tožilec na sodišču povedal, da je ta osumljenec, Nikos, precej neposredno rekel, domnevno naj bi rekel, ubil te bom. Ko nekdo to reče, glede na zakon in ko gradiš svoj primer, ker vem, da lahko nekdo to reče tudi v šali in tega v resnici ne misli. Ampak hkrati, na papirju je to precej resna grožnja, če to nekomu rečeš. Ko nekdo izreče te besede, kako to vpliva na primer in morebitne obtožbe, ki jih lahko vložiš? No, mislim, da bo spet šlo za celoto okoliščin, ker je res grozljivo slišati te besede. In za nekoga na drugi strani vrat je to nekaj, zaradi česar bi se branil. Saj veš, da je možnost, da boš ubit, morda neizbežna. To ustvari resnično strašljive situacije, ko začnemo govoriti o pragovih domov. Saj smo videli primere, kjer so ljudje na primer streljali skozi vrata ali kaj podobnega. In to je postalo resnični pravni izziv v primerjavi z nekom, ki pride v hišo, kot je to storil on, in če bi se kaj zgodilo. Ampak ko gre za to, ali je primer zaradi tega bolj nevaren ali ne, mislim, da to ne bo bistveno spremenilo kompleksnosti primera. Razen tega, da je to le še dodatek k celotnemu vedenju, da je bil ta tip izjemno grozeč. Ja, zelo dobro povedano. In res se vprašaš tudi za to družino. Tudi če tega tipa odstranijo, veš, ko se to konča in se odseliš, se oddališ od tega. Gre samo za tvoj notranji mir doma. Prepričan sem, da bo trajalo nekaj časa, da si opomorejo od tega. Mike King, vedno je odlično, da si z nami na Law & Crime, voditelj Profiling Evil, imaš pa tudi zelo priljubljen podcast. Kaj morajo ljudje vedeti o njem? Vem, da je pravkar izšla zadnja epizoda. Hvala, Chris. Ja, Gardens of Evil znotraj kulta Zion Society. Poslušanje je brezplačno, ampak prihodki, ki jih dobimo od oglaševanja, dejansko gredo za zagovorništvo otrok in za novo štipendijo na univerzi Weber State, moj nekdanji alma mater, za študente kazenskega pravosodja. Ideja za ta podcast je, da daje žrtvam grozljivega kulta, ki ga je pred mnogimi leti razbila ekipa preiskovalcev Glas. Tisto ekipo sem imel srečo voditi in žrtve so končno prosile za priložnost, da povedo svojo zgodbo o tem, kaj se jim je zgodilo pred desetletji. To je izjemno močan podcast. Dosegel je prvo mesto po vsem svetu na Applu. In prav včeraj je Apple objavil, da smo številka 1 med podcasti o resničnem kriminalu za ta mesec. To je res super. Ne, to je res super. In ga je izjemno poslušati. Neverjetna zgodba. Mike King, upokojeni policijski poveljnik, vedno je odlično, da ste z nami na Law & Crime. Hvala, ker ste bili z nami. Hvala, Chris. To je vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law & Crime. Naročite se na nas na YouTubeu in Spotifyju. Prav tako nas lahko spremljate na Peacocku. Sem Chris Stewart. Se vidimo naslednjič.